Podcast Zgodbe o vinu na ovinu.si. Vinska scena od blizu. Samo Kupljen je bil v slovenskem vinskem prostoru vedno nekoliko netipičen lik. Menedžer velike trgovske družbe, ki je proste dneve preživljal v vinogradu, in vinar, ki je v vino vstopil z izrazitim občutkom za kakovost, trženje in pozicioniranje. Po smrti očeta Jožeta Kupljena, enega od pionirjev slovenskega zasebnega vinarstva, je prevzel družinsko posestvo Mont Royal v Jeruzalemu oziroma Svetinjah, od koder so prva ustekleničena vina z lastno etiketo prišla na trg že leta 1974. Samo Kupljen je po prevzemu zmanjšal količine, zaostril kakovostno piramido in dokazoval, da štajersko vino ne sme ostati ujeto v predstavo o prijetnem, svežem in cenovno dostopnem belem vinu. Zato je bila odločitev, da posestvo proda, za marsikoga veliko presenečenje, še posebej po obdobju, ko je govoril o razvoju, dvigu kakovosti in vse večji samozavesti regije. A v ozadju vinske zgodbe je bilo tudi drugo življenje. Odgovorna menedžerska funkcija v podjetju Bauhaus in seveda družina. S Samom Kupljenom se bomo pogovarjali o razlogih za prodajo Mont Royala, o razkoraku med ambicijo in osebnim življenjem ter o tem, ali je bila prodaja strateška odločitev ali nujen kompromis človeka, ki ni mogel biti hkrati povsod. Samo Kupljen, dobrodošel v drugem podcastu Zgodbe o vinu. Hvala lepa. Če bi bil danes postavljen pred dilemo in moral izbrati samo eno pot, bi ostal vinar ali menedžer? Po današnjimi pogoji bi odločitev bila taka, kot sem jo sprejel, to se pravi, da bi ostal v Bauhausu kot direktor. Spomni se, ko smo bili na kakšnih eventih še, si rekel, si se predstavil kot prodajalec šraufov. Tako je, to mi je zelo simpatično in pri tem bi danes tudi ostal, da sem to, ker moraš izhajati iz osnov. Zakaj si se odločil prodati posestvo Mont Royal? Prodal sem vinarijo Mont Royal, ker na enem rednem pregledu, menedžerskem pregledu, je kardiolog rekel, da naj pridem še k njemu v njegovo specialno ordinacijo, ki jo ima. Sem prišel tja, je pogledal izvide, kaj se kardiovaskularnega sistema tiče, ne od same te preiskave, ampak razvoj. In ko je videl razvoj, je točno videl, kdaj sem prevzel vinarijo. In je rekel, gospod Kupljen, če boste tako naprej delali, 7 ne boste videli. Na to sem šel domov, povedal ženi, kakšna je situacija, in smo rekli, bomo vprašali otroka, če bi oni vinarijo prevzeli. Seveda to ne moreš... Ščerki, 2 ščerke. Seveda ne moreš to kar vprašati, čuj, bi ti vinarijo prevzel, ne? In začeli smo z vprašanji kot, si predstavljate, da bi lahko tam živeli, mi družina. In ta proces nežnega spraševanja je trajal cirka 2-3 meseca. Obe 2 ščerki nista rekla ne, ampak sta dala pozitiven odgovor. Pozitiven v smislu, jaz bi rada študirala kemijo in biokemijo. Jaz bi rada študirala, da bom enkrat, to je bila Tamala, je rekla, jaz bi rada študirala nekaj, ki bom lahko delala umetne organe. Smo vprašali, Romi, kako to misliš, umetne organe? Ja, zakaj bi vidva jedla neke tablete, če vam jaz lahko dam nova jetra? In smo rekli, Romi, veš kaj, če ti to uspe, bomo vse prodali, kaj imamo, vse. In bomo vse dali v to firmo. Skratka, otroka nista želela prevzeti vinarije in je odločitev bila ta. Ok, ne prevzamem vinarijo. Zdaj imam še 2 variante. Ali grem v vinarijo jaz in živim moje umetniško življenje, ali ostanem v Bauhausu. Ker oboje, kot je rekel kardiolog, ni bilo možno, če hočem 7 videti. Se pravi, ni bil problem vinarija, problem sta bile obe te stvari. Problem skupaj. Je bil moje zdravje. Ja, ampak tako. Eno ali drugo. Eno ali drugo, ne. In pol smo rekli, se odločili za ne, in jaz bi lahko zdaj rekel, grem v vinarijo delati ali ostati naprej v Bauhausu. Če bi ostal v vinariji, ne bi imel možnosti mojim otrokom nuditi potencialni študij
kot si se ga oni ali pa celo jaz želeli. Meni so starši omogočili, da lahko študiram kjerkoli, karkoli. In ni važno, koliko to stane. In jaz čutim, da ne rabim dati otrokom stanovanje, ne rabim dati otrokom avto, ne rabim dati otrokom delnice. Moram pa otrokom dati znanje. Ne? In sem pripravljen to financirati. In to z vinarskim poklicom ne bi bilo možno. Ne? Če študiraš ti v tujini, na neki resni univerzi, je s tem povezan hospitality in sploh pa v anglosaksonskem svetu tudi z plačilom univerze, šolnine. Razumem. To se je dogajalo tudi po tem post-covidno obdobje. To, ne? Tako je. Se pravi, ta kardiolog in to se je dogajalo tik po covidu oziroma ali še med covidom? Ne, tik pod covidom je to bilo. Ne. Ker namreč, bi rekel, cela slovenska javnost je bila nekako zaprepadena, ne? Vneto si predtem razlagal, kako pomemben je dvig kakovosti, kako je pomembno pozicioniranje Štajerske in tako dalje. Tako da je bil tudi zame osebno in za, bi rekel, celo slovensko vinsko srenjo je bil to kar šok, ne? Še posebej glede na preteklost, ki jo je započel seveda tvoj oče. Ja, če sem iskren, ne, je mama, ko smo pokopali očeta, prav tisti dan, je pol prišla zvečer k meni in rekla samo, lej, mogoče je boljše, da prodaš vinarijo. Ne, sem rekel, mama, kje pa, končno imam zdaj čisto proste roke, ne, in živim svoje sanje. In sem rekel, ne, da to nikakor ne bom naredil. Ne. Ko je pa prišel dan, ko je dejansko prodaja bila izvedena, ne, tisti dan, ko je bil prenos lastništva, sem pa mamo poklical in rekel, mami, zaključeno je. In njen odgovor je bil, kljub temu, Joža se danes v grobu obrača. Ja. Eno je odločitev glave, drugo je odločitev srca. Ampak to bom pa tako vprašal. Recimo, mama ti je govorila takrat eno, po očetovi smrti, ne? Ampak si imel do teh, bi rekel, zdravstvenih težav, si imel kdaj pomislek, da si naložil preveliko breme? Nikdar. Do takrat ne? Nikdar. Jaz sem se počutil dober, jaz sem se počutil v redu, jaz sem neizmerno užival v tem, ker sem imel ta veliki luksus, da nisem rabil služiti svojo plačo za vinarijo. Jaz sem tisto, kaj sem služil, sem to, da plačam vse delavce, da se plačam vse repromateriale in da lahko plačam razvoj. Nisem pa rabil sam sebe plačati. In to sem čutil kot zelo močen, svoboden element svobode in sem lahko bil bolj ustvarjalen, kot bi bil, če bi moral reči, ok, zdaj moram še plačati z prihodki ali pa ne s prihodki, z dobičkom vinarije še mojo družino, sam sebe, ne. In to mi je bilo neizmerno veselje to delati. Ko smo že recimo da še malo staneva pri tvojem očetu, bi rekel, enem od pionirjev slovenskega vinarstva, mislim, da ste prve steklenice napolnili 76. 4. Ja. Ali 74. celo. Aha. Ja. So šle, se pravi, pod vašo etiketo kupljene. Ampak recimo, ko si prevzemal, ne, v čim se je razlikoval pogled očeta in tvoj, recimo? Kaj so bile tiste, je šlo tle za nek prelom ali evolucijo? Šlo je za razvoj, evolucijo je zašlo zaradi tega, ker tisti del, ki je oče delal zelo dobro, in to so bila young, fresh, fruity wines, ne, vina z nižjo stopnjo alkohola, z svežino, z kanček ostanka sladkorja, kanček pomeni 4 do 5, mogoče 6 gramov pri redenskem rizlingu. Ne. Ta vina sem jaz želel obdržati, ker ta vina so tista, ki plačajo položnice. Ja, ta vina so tista, ki plačajo položnice. In če gledamo, kako so nekateri današnji vinarji, spremenili malo svoj stil vina, ne, ker nočejo imeti eno linijo tako in eno linijo tako, in opažam pri kar nekaj vinarjih, ne,
da so ugotovili, da je trg za tisto, kaj sem pa jaz bolj dodal, ali pa še bolj izrazil, terroir-driven wines, vina zorjena dlje časa v novem lesu, v majhnih posodah, po domač barikih, da je ta trg zelo, zelo ozek, in zelo konkurenčen, če gledamo na svetovni ravni. In tu je bil moj največji, bom rekel, dodatek k portfelju vin, ki smo jih imeli. Ja. Spravi, zorjena vina, in v bistvu, o tem bova še kasneje govorila, spravi vina, ki tudi cenovno sega malo više, bi rekel, od sploh takratnega štajerskega povprečja. Tako je. Ampak še malo bi se recimo vrnil na to nazaj, na prodajo. Bi danes naredil kaj drugače, če bi prevzemil, pravzaprav ne na prodajo, na to, ko si od očeta prevzel, bi danes naredil kaj drugače? Ja, absolutno. Moram priznati, da bi naredil drugače. Prva stvar, ki bi bila, je bistveno večji poudarek bi dal na vinograde. Bistveno večji poudarek bi dal na vinograde. Ko sem prevzel, so vinogradi bili v redu, so bili negovani, nič ni manjkalo, ampak drugače bi začel, bolj intenzivno bi začel se ukvarjati z sami posamezno trto, dobesedno z vsako posamezno trto. Skrčil bi portfelj različnih sort, če bi danes še enkrat, z današnjim znanjem, bi skrčil portfelj. Jaz bi rekel, od belih imam šipon, šardone in renski, pri rdečih bi pa... Brez sauvignon, brez laškega, brez rumenega muškata, brez traminca. To bi vse vendal, Mogoče, če bi se moral omejiti na 2 bele sorte, bi ostal na šiponu in na šardoneju. Brez renca? Brez renskega rizlinga. Bom tudi povedal, zakaj. In pri rdečih bi ostal, če 2, pol merlot in modri. Frankinjo sem itak sem dejansko pol ven vrgel, modro frankinjo smo imeli, to redko kdo ve. Če bi pa moral ostati samo na 2 sortah, bi pa bil šipon in modri pinot. Ampak definitivno bi skrčil na, rečemo, 4 do 5 sort. Seveda, kako bi pa delal samo sauvignon, kako bi pa delal samo belo zvezdico, to je našo najbolj pitno vino, to se zmeniš z drugimi kmeti, z sosedi in kupuješ od njih dolgoročno grozdje. Ja. In bi se na tistih 17 hektarjih, ki jih je bilo, skoncentriral na te 4 sorte. Oče delal vse vertikale, in jaz bi naredil mogoče šel nazaj na terase, ker je... Da pojasnimo, kdo ne ve, vertikalne vinograde in terasaste vinograde. Tako. Bi šel nazaj, mogoče bi šel celo nazaj na terase. Ki jih je lažje obdelovati? Točno to je razlog. To je razlog, če gledam, kaj se dogaja zadnja 5 let, na pol covidu se dogajajo tektonski premiki v vinarstvu, po svetu, ne pri nas. Recimo, če vzamem Nemčijo, ki zdaj nova generacija prihaja vinarjev, to so prevzemniki, ki imajo neke ideje, ampak oni tudi vinograde krčijo. In kaj se obdelave tiče. Tista vina, ki stanejo v maloprodaji 50-60 plus evrov, vse so ročno obdelana. Vse ostalo je pa strojno obdelano in to ne samo, da škropijo, vse je strojno obdelano, ker enostavno ne gre več. Ni delavcev, dragi so in pol si lahko za ta vina, rečemo, maloprodajna cena, realno gledano pod 15 evrov, ne bo več šlo brez strojne obdelave. Vse o mladih prevzemnikih in mladem pogledu mladih bova še v nadaljevanju. Zdaj me zanima pa to, izbira kupca. Mitja Herga pravi, da je bila tvoja ponudba takšna, ki je ni mogel zavrniti. To zveni malo botrovsko. I'll make you an offer you can refuse. Spravi,
Ampak Kakšna je bila ta ponudba? Lahko razkriješ? v tem primeru ni bil Mitja Herga, Marlon Brando, ampak jaz. Ja. Ja, tako. In ne bom jo razkril, ampak ima prav. Ima dobesedno prav. Aha. Ampak to bom pa tako vprašal. Si želel, da posestvo prevzame prav on? Ali nekdo podobnega profila, se pravi, da je nek vinar, enolog, nekdo, ki bo znal s temi trtami delati, s posestvom, ali kako vrtno, ali no. Tu je zdaj tako odločitev, kako hočeš trpeti. Če si prodal in ti je žal, da si prodal in ne vem kaj vse, pol je izbira zelo važna in si vsak želi, da je kupec kopija tebe. Ja. Kaj Mitja Herga ni. Jaz nisem iskal vinarja, ki bi bila kopija meni. Ampak? Jaz sem iskal nekoga, ki bo kupil. Če bo ta delo pol samo še litrce, če bo ta delo samo še grozje za zadrugo, ali za Kuklavec and Friends, ja, tega sem se hotel otresti, ja, ker bi s tem bile povezane same bolečine, moje bolečine. Ne. Razumem. In nisem iskal specifičnega kupca. Ampak moram pa tudi priznati, ja, da od dneva prodaje, to je bil december, oziroma prenos lastništva, to je bil december 2021. Ja. Od dneva prodaje nisem niti z enim korakom prestopil v vinarijo. Ampak mimo si se pa odpeljal? Prvi 3 leta ne. Prva 3-4 leta celo ne. Sem se po drugi poti peljal do taverne, ki jo še vedno imam. Ja, sem se po drugi poti, ker mi je bilo enostavno hudo, težko, zdaj se že mim peljem, ampak še nisem stopil v vinarijo. Glih zaradi tega, ker nisem še tako daleč. Pa z Mitjo Hergo se slišiš kdaj? Ja, včasih se slišim, malo ga vprašam, kako kaj vinograd, to me že zanima. Ne. Zelo, zelo, zelo mi je žal, da je rumenica na polno užgala v Štajerskem, ne, na polno požgala pri nas. V Goricah, ja. Ja, v Goricah, tako je. In zelo hudo mi je, ker nekatere trte, ki sem jih jaz kupil v Franciji, v Burgundiji, umiram od žalosti, da jih je Mitja moral vendršt, ker za en Chardonnay konkretno, ne, vem, iz kje je kopija enega vinograda, ne bom razkril, katerega vinograda, ampak... So cepiči. Tako. In ko sem jih jaz kupil, ne, sem rekel tako samo. Ni več izgovorov, kaj pa, če bi jaz imel tak grozje, ko imajo oni. Ja? Tega izgovora ni bilo in sem se teh 2400 tako veselil, ko mali. Mislim, to je za mene bilo res naj božično darilo, če lahko rečem. In žal jih je tudi Rumenica pobrala. Ja. Tako. Sploh pa renski Riesling prej omenjeni. Ne? Ja, Benda, tudi. Ja. Zelo. Ampak to se hotel, no, morda še malce, da podrezam. A ti je bilo vseeno, ali to nek vinar dobi, ali nek, ne vem, gradbinc, nek... Ne, še hujše je bilo. Imel sem enega, ki je dal popraševanje, bi rad kupil, ne, in sem rekel, ja, kako pa vi mislite to naprej delati, ne, vi niste vinar, vi sploh niste iz te stroke, ne, kaj bi pa vi naredili. In ta je bil mal naiven, je bil tujec, je rekel, ja, jaz bi so trte ven dal. Sem rekel, ok, kaj bo zdaj prišlo, bo prišla kakšna robida, ali kaj bo zdaj ta gojil, ne. Ja. In, pazi, on bi dal solarne panele. On bi delal elektriko. In sem rekel, ja, to bo malo težko, ker je to kmetijsko zemljišče, ne, ampak on pa je meni dal zelo hud odgovor. Če smo lahko kmetijsko zemljišče prve kategorije, več hektarjev prodali Magni. Zakaj pa ne bi tudi? Ja. Ampak si ga zavrnil. Ja, to ne, to sem rekel. Ne, to pa ne. Skratka, vseeno vinar. No? Ja, to pa ja. Pa si imel kdaj
občutek, da si zatajil ali pa da se odpoveduješ družinski dediščini, tradiciji. In te to... Seveda, ampak nisem imel slabo vest do očeta. Imel sem slabo vest do samega sebe. Jaz sem naredil celo zgodbo, nova vina, pridobil nove kupce in vsem tem sem rekel adijo. To me je bolelo. Pa te še to preganja? Ne. V enem od najnih pogovorov pred prodajo posestva si omenil to, da so že takrat si se zavedel, da so največji, luzerji, prav to si uporabil ta izraz, tega, tvojega dvojnega življenja, prav ti in tvoji otroci. Kje danes, kaj si se naučil, kje danes postavljaš mejo med ambicijo in osebnim življenjem? Situacija življenjska je drugačna. Življenje se spreminja. Ti imaš različne obdobje v življenju. Ko sem prevzel vinarijo, je ena hčer bila 10 in druga je bila stara 8. Tako. In eno je imeti otroke, ki so stari 80 let, drugo so pa danes otroci, ki ena že študira v tujini, je itak vidim 6-krat na leto, ta druga bo zdaj maturirala in če ji bo uspelo, bo glih tako šla v tujino študirati. Danes je tako, ni ista odločitev. In kaj dela razliko. Za mene ni neke meje privat, ne privat, služba, ne služba. Jaz živim službo. In zaradi tega z veseljem hodim v službo. Meni je to je moje življenje. In tako funkcionira večina vinarjev. To je njihovo življenje. Oni ne čutijo, zdaj moram iti v vinograd, zdaj moram iti pretakati. To je njihovo življenje. In ti si srečen človek, če je služba tvoje življenje. Ti si nesrečen, če hodiš v službo. Razumem. Dejva se zdaj malo iti en korak naprej, pa malo spregovoriti o samozavesti regije, torej Štajerske Slovenije. Bil sem prvih, ki je opozarjal na te preniske cene štajerskih vin napram predvsem briškim, če smo... In verjetno prvi si bil tudi, to smo že prej omenili, ki si s cenami prebil to špico, si šel malce čez to povprečje. Kako gledaš danes na to? Se je kaj, seveda se je spremenilo, ampak iz tvojega aspekta? To je žalostna zgodba. Če pogledamo najbolj uspešno regijo v smislu ne vina, v smislu prodaje, to so zahod Slovenije in če smo bolj natančni, so to dejansko Goriško brdo. Pika, konc. Prvo so se oni poenotili, kaj bodo delali in kakšno vino bodo delali. Imeli so neko prepoznavnost. Ni bil tam vsak prosti strelec, in če greš recimo zdaj v slovensko Istro in rečeš, greš od kjerkoli vinarja in basic, prosim eno malvazijo. Boš vse posod dobil malvazijo v podobnem stilu, za zelo, zelo podobno ceno. Tako. Tega na Štajerskem do danes še ni. Niti sortno, niti stilsko. Sauvignon? Niti sortno, niti stilsko. Kaj je pa tipično za Slovenijo? Pridejo tujci, ki so tudi prišli na Štajerskem, ki so v Štajerskem kupili vinograde in delajo svoje vino. In pol pridejo vinski pisci, ki jih v nebo kujejo in govorijo, točno tako mora zdaj cela štajerska vina delati. Žalostna zgodba je, da mi nismo mogli sami med seboj zmeniti za osnove. Ne govorim za umetniške zgodbe. Govorim, dajmo se zmeniti, takšen bo Sauvignon, takšen bo Šipon in takšen bo Renski Riesling. Ampak recimo Sauvignon, Šipon in to, kaj Blaž Brodnjak govori, Laški, kakorkoli ga že marketinško imenuješ, popolnoma podcenjena, totalno podcenjena sorta. In kaj bi se znalo z njo narediti. Če bi se za ta 3 vina zmenili, bi bilo dosti lažje. Pa se nismo mogli.
Nikakor. Neč ne v Svetinjah, ne v Ormožu in ne na Štajerskem. Ampak večkrat, spet si omenil že jaz prej, pa potem ti Brda kot primer dobre prakse. Kaj točno imajo Brda, kar Štajerska nima? Deloma si že odgovoril, ne? Ampak kaj, mislim, razliko kakovosti pa ni, ne? Se pravi... Kot prvo so se zmenili, naša vodilna sorta je rebula. Smo vsi zmenili, da je rebula, je rebula. Tukaj, te moram se reči, še danes, ne, so v Brdih, pa ko grem na teren, pa vinari pravijo, ja, ampak vsak ima drugačno rebulo. A katera je prava? Je to sveža? Je to v lesu zorjena? Je to macerirana? Kakšna? Tako kot sem rekel. Jaz, ko grem danes še v vinarijo, ne, mi hočejo vsi prodati njihova najdražja vina, ki mogoče ležijo in nobenem drugemu ne morejo prodati. Isto se dogaja v restauracijah. In jaz rečem, ne, dajte mi vašo hišno vino. Hišno vino, dajmo začeti pri hišnem vinu. Ne? Pol pa hišno vino sortno. Vsi moramo imeti te osnove enake. Ne? Osnovno vino, hišno ali recimo, da rečeš, Malvazija v Istri, rebula v Brdih, ne? Tu pa so vsi enaki. Tu so vsi, ni nekih... Ampak misliš, meni se zdi Sauvignon, ta Still Tank, se pravi zorjenje v inoxu, ta neka... Zdaj ti bom pa rekel, ker sem prej omenil šipon, da bi imel, če bi se na dve sorte moral skoncentriral šipon in modri. Zakaj ne Sauvignon, zakaj ne Renski Riesling? To pa sem zdaj sem sam doživel in po prodaji doživljam to še vedno. Moj oče je vse letnike opisoval. Tako je bilo cvetenje, tako je bilo zrenje, takšna je bila trgatev. Ko sem jaz v mojih 7 letnikih, ki sem bil popolnoma samostojen, zato rečem v mojih 7 letih, sem imel 3-krat točo in 2-krat pozebo. Mojo, v 7 letih, ja. Če bom se šel gledati, če mi je oče nekaj pozabil povedati, ali se jaz ne spomnim, in sem šel gledati prav za vsa leta nazaj. Včasih je to bilo 1 na 10 let, ena stvar, ne 2, ena. Ja. In iz tega vidika, da se tako vse vroče rata, ne, tako energijsko nabito, dvomim malo o sortah, ki niso glih nagnjene, da bi preveč sonca potrebovali, ne? Če hočeš delati young, fresh, izrazit Sauvignon, težka. Ne? Ravno tako Renski, ki sem ga omenil. Ne? Največji loser Renskega v Nemčiji je regija Rheingau. Včasih najbolj cenjena regija, obrnjena na jug, na klancu, pred reko Reno, ni boljšega za Renskega. Danes je to prevroče. To je res, ampak ti se mi zdi, da zdaj dosti gledaš z gledišča Jeruzalema, ne? Ker imamo Haloze, ki je... So profiteri. Ja, in pa Svečina, ne? Ki je vseeno, tam pa Sauvignon... Sam, veš kako je to? Jaz, ko sem sadil, takrat v glavnem sem sadil Chardonnay in modri Pinot, ne? Sem rekel, samo ti konc teh vinogradov ne boš doživel. Ker je to, sem sadil za 30, 40, 50 let. Ne? Zdaj se pa ta razlika zgodila v par letih. Sauvignon v redu na Halozah, bo sigurno 10 let v redu. Ne? Ampak ne pozabiti, Haloze, Ptujsko polje, je tisto, ki je res epicenter vseh točk. To pa je. Ampak si pa recimo vizionarsko v teh, ko se reče pravilno, ljutomersko-ormoških goricah zasadil Merlot. To je že moj oče sadil. In to je bilo res vizionarsko, absolutno vizionarsko, in moram povedati, danes so lahko rečemo, mislim, čisto prosto ne, moja najbolj, zdaj boš ti spet rekel, vidiš, moja najbolj prodajana vina, najbolj pomeni ne, da sem največ zaslužil, fast selling je mogoče pravi izraz. Hitra prodaja. Tako. Je bila Luna, to se pravi barikiran Sauvignon, in Skywalker, moj Merlot. To je šlo najbolj noro, ne? Ker pri Skywalkeru je bila zgodba ta.
V Sloveniji ne moreš prodati merlot, tudi ne briškega. Ja, in zaradi tega, ker ne moreš briškega merloja prodati, imamo razne kolose, veliko rdečo Zvrsti, in kao zvrsti. Ja, Če tudi niso, ne? Rečemo, če je več kot 80-90% ene sorte noter je to. Ja, je zvrst, okay. Ampak ne. Da, sigurno Spice, mala Frankinja in Cabernet, ampak vodila ni merlo. Tako. Ne, ker ga ga dajo, ali pa bom še bolj povedal, ga dajo klobase, ker se ga ne da prodati. Ne? Torej, štajerski merlot, persona non grata totalna. Ne? In sem rekel, nimam kaj za izgubiti. In sem rekel, kaj zdaj lahko naredim z to sorto. Jaz bi lahko zdaj dal klobase, ne? In naredil neko rdečo zvrst, imenoval neko fantazijsko ime in bi šlo. Ampak se mi je zdelo škoda, ker sem videl, kakšno je grozdje. In pol sem rekel, ok, moram nekaj narediti, en merlot, ki se bo v Sloveniji dejansko prodajal. In za tiste čase sem verjetno zadev v nulo. Ne. Bil je močnega telesa, ampak ne marmeladast. Dal sem ga v barike, 100% novi les, ampak ne francoski. Francoski les je fin. Ja? Ameriški les je pač takšen, kot je Hollywood. Ne? Vsega preveč, ne? Med drugim vanilje. Ne? Čiste vanilje in tako. Ampak je bilo v tej kombinaciji to bilo zmagovita formula. In je to vino, ki mi je vsakič prvo vino, ki mi je zmanjkalo. Vedno. Pa sem imel neglih malo tega. Ne? To nisem vedel. In to vino je bilo v premium segmentu, ne? Zdaj, če se še za trenutek vrneva nazaj, ti si vzpostavljal, ti si bil pionir tega, bi rekel, teh dražjih vin, se pravi, ki niso fresh and fruity, se pravi, zorjena zgolj vinoksu, ampak donegovana v lesenih sodih in seveda imajo tudi više cene. Kako gledaš na to danes sceno? Vidiš, kako je napredovala od tistih časov? Štajerska, seveda. Scena je zelo napredovala, ampak moram povedati, tam, kjer je noter tuji kapital ali pa ne vinarski kapital, za Štajersko govorim. Ja. Imamo primere Grosa v Halozah, ne? Imamo primere Renesanse, imamo primere, moram povedati, tudi Marofa, ne? Ki so šli proč od malih barikov, kaj mislim, da je dobro. In kaj bi mogoče tudi jaz naredil, in so šli na veliki vrhunski les. To v bistvu 500 litrov do 1000, ne? Ampak najboljše od najboljšega. Ne? Ja. In to se pravi, les je, ampak zelo majhen, bolj je poudarek zorjenje v lesu. Ampak to so naredili samo ti. In ti tudi zahtevajo premium cene, tudi danes. V širino pa to ni šlo. No, mislim, da če recimo lahko rečemo, da je Štajerska korak za Brdi, ne? Mislim, da bo to šlo, ker v Brdih so pa že vsi dali barike stran, pa 500 litrske v kleti. Tako da mislim, da je ta proces neizogiben tudi na Štajerskem. Ja, ampak da se razumemo, zakaj je tako, ker je svetovni trend takšen. Tako. Svetovni trend je takšen. Ne? Tako. Kako danes piješ vino? Še vedno bolj analitično ali zgolj za užitek? Vino pijem kot prvo hedonistično. Če nisem siguren, pa začnem analitično vino piti. To so vina, ki moraš malo bolj razmišljati, ne? In pol začnem kako je vinar to vino naredil. Se vprašam sam sebe. Če mi vinar nekaj govori, da je tako naredil, in mu jaz ne verjamem, si vedno privoščim še ta špas, da rabim samo 0,2, to se pravi te steklenice, ki jo imam, dam 0,2 v majhno steklenico, recimo očiščeno steklenico od fruktala, modro najraj, ne, tako da ni vpliva sonca, in pošljem v moj labor v Nemčijo. Še vedno. Ja, to počneš? To še vedno počnem. To zelo rad delam in tam dam full scan. Full scan pomeni, da vse analizira. Seveda me ne zanima toliko, koliko ima sladkorja, koliko ima alkohola, ampak to, kaj mogoče normalni ljudje ne delajo, kakšen ima pH vino, koliko ima fenolov notri, ja, koliko je še žvepla noter, ne, kakšen ima redoks potencial, koliko ima včasih tudi taninov, ne, to pogledam. In ampak to delam samo z vini, ko
me izjemno zanimajo, ker jih ne morem razumeti na analitičen način. In z vini... Na senzoričen, misliš. Ja, tako. In z vini, ko vinjarju ne verjamem. Imaš kakšno zbirko doma? Arhiv, ki ga neguješ? Kje so tisti vsi... Kje je tisti arhiv pravzaprav? Vsemi renskimi rizlingi? Tudi jaz sem marsikaj probil pri tebi. Še iz času očeta, no? Od očetovih vin, ki jih je on samostojno naredil, imam mogoče še 20 ali manj kartonov. Vsa ostala očetova arhiva je pri Miti Hergi. Aha, on je tudi arhiv dobil? Ja. On je dobil vse. To je bogat arhiv? On je dobil, ni toliko bogat, ampak je, rečemo. Zanimive stvari so v njem? Ja, zelo. Od leta, predvsem 80-ta, 90-ta, ne? Tako. Recimo, odkar nisi več vinar in posledično kot prodajalec šraufov tudi v medijih nisi tako prisoten, se je po kuloarjih govorilo marsikaj, ne? Ena izmed teh je bila, da piješ samo še burgunce in šampanjce. Bom rekel za peneča se vina sledeče. Zelo, zelo rad pijem peneča se vino, ker so, če jih iz ene države in ene regije piješ, lahko slepo vzameš katerikoli steklenico in bo v 99% vino imelo manj kot 12,5 alkohola. Ali pa rečemo maksimalno 12,5 alkohola. To je uspeh tudi šampanjcev, konkretno o šampanji govorimo, to je njihov uspeh. Njihov uspeh je tako kot prosecco, lahka vina. Lahka vina, prodaja vina strmoglavje pada. Zelo težko je prodati vina bela z 14 plus alkohola, že 13,5 je izziv. In jaz sem zdaj star 58 in meni je oče nekaj napovedal, kaj mu nisem verjel. Pol mi je to moj vinski mentor, dr. Schneider, povedal. Njemu sem že malo bolj verjel, ampak tudi ne glih. In sicer se mi je dr. Schneider rekel tako, samo, ko boš se petka pojavila, ko boš 50 plus, boš lahko pil enako kot takrat, ko si bil 32 in 35. Ali celo več. Vendar, recovery time se ne bo linearno podaljšal, ampak eksponencialno. In glej ga zlomka, in oče in dr. Schneider sta imela prav. In zaradi tega posegam zdaj zelo po vinih z nižjim alkoholom, sploh pa, če so aperitivne vina, ali pa če vem, da bom pil dva vina na večer, vedno začnem z lahkimi vini, in pol dodam še eno, rečemo malo bolj tako močno. No, ampak in burgundc in šampanjci oboji so lažji. Z nižjimi alkoholi. Z nižjimi alkoholi. Burgundijo sem začel piti, ker mi je enostavno ta eleganca me blazno prepričala, tako bela kot rdeča. Problem pri Burgundiji je pa je tale. Ko sem začel ta, bom rekel, switch mal iz Bordeauxa proti Burgundiji, je Burgundija še bila dosegljiva. Ali pa je bila podobno draga kot Bordeaux. Danes je pa žal zaradi parcelacije, Burgundija ima ogromno malih parcel in to se pravi nekega vina je 1000, 2000, 5000 steklenic, to je za Slovenijo veliko, za svetovni trg je pa to 0,00, in je Burgundija šla skozi nebo. Jaz točno vem, od Domaine Leflaive sem kupoval Burgonje, sploh nisem nikdar kupil. Burgonje nikdar. To je v klasifikaciji najnižje klasificirana burgundska vina. Jaz sem kupil vaško vino, ampak to vaško vino za uspod, za popet. To je bil Poligny Morachet. Ta je bil takrat 49 €. To nekje sem plačal. Govorimo vedno o malo prodanih cenah z DDV-om, da bo jasno. Premier Cru niti eden ni bil troštevilčen. To je bilo vse pod 100 €, 80, 90 €. Ja. Grand Cru je bil Chevalier, moja najljubša lega, je bil 190, 180. Ja. Danes Grand Cru
jaz ne dobim niti ponujeno. niti da jih moram kupiti. Sploh se ne začnete o denarju pogovarjati. Ne, ker sploh ni ponudbe. Ni. Oni Premier Cruise so pa 200 plus. Ne. Ta moj favorite, Le Pucelle, je 500 evrov. 500 evrov, 700 evrov. Ta enletnik je zdaj 700 evrov. Čakaj, ta je bil pod 100. Ja, razumem. No, zdaj si eno vprašanje bo preskočila, ker si mi nanj že odgovoril. Se pravi to, kaj te pritegne. Si povedal že pri šampanjcih. Za šampanjce si sicer bolj, bi rekel, ta recovering moment pojasnil, ne? Ampak me zanima pri burguncih pa eleganco. Obstaja pa kakšen šampanjec, ki ti je spremenil pogled na vino, da ne rečem pogled na svet? Absolutno. Jaz mislim, da zdaj imam malo to spremljam, koliko različnih sem pil in ne govorim o različnih letnikih. Govorim o različnih šampanjcih. Brandih. Tako. In legah. Imajo tudi oni. In sem zdaj na 200 plus etiketah. Ne govorim letnik. Če bi zdaj še letnike, ki sem od ene še zraven dal, jih je še več. Meni so šampanjci me navdušili, ko sem odkril grower šampanje. Mi imamo te velike vinogradniške šampanjci. Tako, ki jih delajo vinogradniki, ki ne prodajo svoje grozdje Moët Chandonu, Krugu in tako naprej. Velikim igralcem. Ampak sami to delajo. In oni so tipično francoski pristop. So rekli, ok, imam to, ki je iz vseh vinogradov, imam pa tudi, ki je samo iz ene vasi, ker oni imajo ta Grand Cru sistem, ni rečemo ena do lega, ampak je ena vas. To, pol pa imajo še znotraj tega, si recimo v Grand Cru legi, in pol pa imajo znotraj tega tudi še parcele. In to me je navdušilo, kaj oni znajo delati. Ker oni so bili prvi, ki so vino, ki so dali na drugo fermentacijo, zoreli v lesu. V rabljenih barikih. In ko to piješ, se mi je zgodilo tisti haleluja moment, ko sem rekel, to je burgundsko belo vino, ki je slučajno ratalo šampanjec. Takšna kompleksiteta pri teh vinih me je blazno presenetila in zaradi tega z užitkom odkrivam vse te lege, vse te vinarje in to me zelo navdušuje. V kolikšni meri? Ker je še plačljivo. Mislim, se da. Tako je. V kolikšni meri slovenski pridelovalci penečih se vin oziroma penin lahko konkurirajo šampanjcem oziroma kje zaostajajo najbolj? Ali bi morali konkurirati? Zdaj mislim, tudi, da bi jih samo kupljen pil. Ne vem, če to sploh hočem. Zdaj, kaj manjka, da bi ista zgodba je za vino. V Slovenijo so prišli tuji vinarji in so delali vino tako, kot ga oni delajo. Ja? Enkrat sem probal, je prišel Eren, je v Mariboru kupil vinograde Francoz in je delal vino. Imel je Renski, imel je Chardonnay, Kerner celo in sem vse od njega kupil po zelo dragi ceni za prvi letnik. In sem bil navdušen, in me je zelo zanimalo, kako je zdaj to. In odprem Renski Riesling, me je najbolj zanimalo, Chardonnay. Chardonnay sem si predstavljal, kako bo Eren, ki je prišel iz Burgundije, delal Chardonnay. In odprem Renski Riesling, si natočim in probam, sem se jezil, ker sem narobe flašo odprl. Vzamem drugo flašo, že odprem, pa to ni res, pa si dam le očala gor, in piše gor Renski Riesling, tudi na drugi piše Renski Riesling. Odprem Chardonnay. Ker sem mislil, bogi, ko je etiketiral, je zamenjal vina, pa je dal na robe etiketo gor, da se je tudi meni enkrat zgodilo, in odprem Chardonnay in čakaj, to je podobno. Spet Chardonnay. Kaj želim povedati? Francozi imajo ta terroir driven wines in oni hočejo ubiti sortnost. Za njih je sortnost ni važno. Za njih šteje, kaj da terroir, karkoli že terroir je. Pri slovenski, in to vsi tujci želijo, da Slovenci tako delajo vino. Jaz pa, če pijem slovensko vino, želim čutiti, da je to slovensko vino. Jaz ne rabim copycat, rečejo Angleži,
fake vina, ki wannabe so francoska. To nočem piti. Jaz hočem piti slovensko vino. In hočem, da je vtis slovenskega vina noter, ne. In to je za Slovenijo vedno bila tudi majhna sortnost. Da si saj malo čutil, to je to. Ja. Enkrat sem bil pri enem od teh tujih vinarjev in sem pil fantastično vino. Sem rekel, to je pa res dobro, tam je pa tako všeč, strukture, ne težek, več slojen, ne. Čuj, kaj pa to za ena sorta, ne? In pol me on pošle na ginekološki pregled, PMK, da nimam pojma, sploh ne razumem, zakaj gre in ne. Sem rekel, okej, v redu, sem ponižen, imaš prav, ampak kje pa je to sorta? In mi reče Sauvignon. Sauvignon. Ja, to je sorta, ki ne vem, ko začneš vino, moje ščere, ki niso profi, vejo, kaj je Sauvignon, vejo, kaj je rumeni muškat in ostalo. Ampak če to ne prepoznaš, okej, ja, zadnjič sem odprl Sileksa, ja, in je bil Sauvignon. Ni bil izrazit Sauvignon, ampak bil Sauvignon. Še enkrat, vino je bilo fantastično. Kateri slovenski vinarji te danes najbolj prepričajo, tako, kot poznavalca, ne kot bivšega kolega? Ja. Lahko koga izpostaviš? Izpostavil bi rad dve pozitivne zgodbe. Bom začel z negativno zgodbo. Izvoli. Ko sem prodal, sem bil pol še na enem sejmu, ne, in pol so kolegi, Brici, prišli do mene, samo sem slišal, da. Marsikdo mi je rekel, ti si imel jajca, da si to naredil in veš, koliko bi od nas moralo to narediti. Negativna zgodba. Pozitivna zgodba. Vedno sem bil povezan, z Kristančič Movijo. Ja. Že takrat, ko sem še bil študent, pa je bil prvi vinarski, vinski kongres v Portorožu, smo se takrat z Alešom poštekali zelo ful. Jaz sem podpisal najemno pogodbo za vinoteko, ki jo ima še danes, takrat kot Kompas magistrat direktor. Bil sem, ko so oba dva otroka se rodila, sem bil pri njemu, ne. Ta je taka ena long ongoing wine story, love story med nama. Ki tudi je dobila naslednike in lepo pelje naprej. Ja, in bil sem malo v skrbeh, moram priznati, zadnja leta. Pol sem se pa bolj še spoznal z Lanom, sinom. Njegova vina sem spet bolj še spoznal, ne samo eno, ampak čisto vse, ne. In moram povedati, da je to za mene največje upanje, svetloba, prihodnost, če bi lahko enega izpostavil, ne, kam se je ta zgodba razvila in kam ta pot pelje. Ker ima Lan kontakte v tujino podobne kot jaz, vidim, s kom se druži in druži se samo s pravimi, ki bo še več profitiral. To je Movija klet, ki je res, moram priznati, to, kaj zdaj dela, je zelo, zelo dobro. Drugi, ki pa so ostali bolj na svoji poti, pri čemer dodajajo že novosti, je pa Simčič Edi, to se pravi Aleks in njegova dva sinova, ne. In to, kaj ona delata in kako delata, me tudi zelo prepriča. To bi rad izpostavil kot zelo pozitiven primer in zelo lep prenos iz očeta na sina. Se pravi, gradualen je bil, ne, dali so jim svobodo, evo, tu imaš neki vinograd, pa lahko delaš, kaj hočeš s tem vinom, ne, da se malo izživijo te mladostne, ne. Ampak glej, to je pa naša linija, ta glavna, ne, in tu lahko tudi dodaš, ampak gradualno. In te dve družine, ne, Aleks in Kristančiči, ne, kako so to izpeljali, res največje občudovanje moje. V preteklosti si večkrat rekel, da vinarji prodajajo zgodbo, ne? Ima Slovenija, če se na to sploh svojo jasno zgodbo, s tem je tudi povezano, zakaj se vina slovenska ne morejo prodajati po taki ceni kot vina iz znanih regij?
Nekaj bom razkril. Zna se zgoditi, da moj cenjeni brat bo šel v vinsko branžo. A res? Ja. Kot prodajalec. Ja, ne bom razkril, kje, kaj, kako, ampak zna se zgoditi. In on seveda ni tako v deep dive v vinih kot jaz. Še vedno. Ne. Če jaz pošiljam vina na analizo v Nemčijo, vemo, kje smo. Kje sem jaz. Ne. Pa medklic. Doma imam še mini labor, Aha. kjer recimo si rečem, to vino je dobro, ampak in recimo najbolj enostavno, 2 stvari. Dodam, seveda v mikrogramih govorim zdaj, ne, ker znam tudi odzmeriti, da paše na en deci, eno steklenico, žveplo. Kaj se zgodi, če enim vinom, ki so mogoče že na meji, daš malo, res, govorimo malo žvepla. Ali še večji efekt, acid management, tako Angleži to imenujejo, ne, če vinom dodaš malo kisline. Zdaj bom povedal, kaj pomeni malo. Maksimum 0,5 gramov na liter. Veš, kaj je to? Ja, največ se dogaja že med 0,2 pa 0,4. Ne. Kako vino poživiš? Naenkrat je to bomba. Ne. S tem se samo kupljen doma ukvarja. S tem se samo kupljen doma ukvarja, ko si reče, vino ima blazen potencial, ampak neka pikica mu manjka. Tako, ampak samo to dvoje. Nekaj in potem temu avtorju tega vina mu to sugeriraš potem? Ne. Če imam možnost, mu ponudim njegovo vino pimpano. Ja. V glavnem, zdaj moj brat me seveda sprašuje samo in kaj. In jaz njemu rečem, Ivan, veš kaj, katera vina boš prodajal? Aha, ta in ta. Kam jih prodati? On bo, če bo zadolžen za tuje trge, ne? Za germanske trge. Ja. In vse, Ivan, kaj ti prodaš? Zakaj bi nekdo v Nemčiji kupil to vino? Povej mi. Slovensko vino. Zakaj bi on to kupil? Ne? On ne bo tega kupil, ker je poceni, ker imajo v Nemčiji bistveno cenejša vina iz Španije, Portugalske, Čila, pa to, ki so tehnično perfektno narejena. Torej, ti ne boš mogel prodati, cena bo tvoj najslabši prodajni argument. Če ne boš šel v malo, mislim, ne gre. Ne? Torej, moraš ti nekaj prodati, kaj oni ne dobijo od čilenskega vina, od tega vina in od tega. In če smo v cenovnem rangu, v Nemčiji govorim, kjer je nižji cenovni rang, kot recimo to, kaj gledamo v Sloveniji, ti moraš prodati predstavo na nekaj. Jaz si predstavljam, da sem v Piranu, sedim na Petkovškovem nabrežju, gledam sončni zahod, jem neke olive in pijem to vino. Ti ljudem v tem cenovnem rangu lahko daš nek spomin. Ko je moja družina šla v Nemčijo leta 1968, kaj smo mi prodajali? Mi smo prodajali spomin na dopust. Nemci so hodili k nam jesti, da habe ich so gute Cevapcici gegessen, das war so schön und Plavac getrunken. Ok, bomo tudi vam naredili Cevapčiče, ki so šli boljši od tistih tam. In Plavac mali. Nič Plavac mali, Plavac, ja. Smo jim to dali v kozarec, ne, in oni niso znali niti eno, niti drugo pravilno oceniti, so pa v tistem trenutku bili revival dopusta so imeli. In so bili srečni in so šli srečni ven. Tako smo mi začeli. Bili na Korčuli? Ne, Dalmacija to bila vse. Šibenik? Vodice? Dalmacija, pač kjerkoli. Ne. In, ja, razumem. In to smo mi prodali. Ne. In tu, če pa zdaj greši v više cenovne range, rečemo od 15 plus navzgor, pa postaja zelo, zelo ozek trg, in konkurenca obstaja neverjetno huda. Ali država, po tvojem, in pristojne institucije delajo dovolj za to prepoznavnost, za pomoč pri preboju na tuje trge? Ne. Absolutno ne. Razlogi so za to raznoliki in večplastni. Pri tujcih opažam to, znotraj sebe
so mogoče skregani, mogoče niso enotni, pač imajo vsak druga videnja. Navzven pa držijo kot en mož. Navzven nastopajo enotno. In to je večni problem Slovenije. Ja? Mi ne znamo navzven poenoteno nastopiti. Ja, mi bi rabili na tej funkciji enega močno figuro, ki bi vodila, ki bi vlekla vse skupaj. Ne? Vprašanje pa je, v kateri meri bi vinari takega človeka tolerirali. Ker med vinari so različni interesi, ne? Oziroma vinogradniki, če tako rečem, tisti do pol hektarja ali pa še manj do hektar, različni interesi kot tisti, bi rekel, spravi hobi program v narekovajih, pa na drugi strani družinski vinari in še na tretji večje kleti. Tako, jaz mislim, da ta hobi program, to bo vse pocrknilo v Sloveniji, ker sami ne morejo toliko spiti, poraba vina pada. Ne? Ampak hobi program je največji del volilnega telesa predstavlja. Res je, ampak oni ne bodo več dolgoročno mogli vina delati. Ne gre. Tudi zahteve so vedno večje, ne? S strani kmetijskega ministrstva, glede varovanja okolja, nege in vsega tega, in ne bodo mogli. In jaz ne verjamem, da bo to še dolgo šla zgodba. Prej sva omenila mlade prevzemnike, mlade vinarje, njihov nov pogled, bi rekel, na svet in seveda na panogo. Ne? To so velikokrat zdaj izobraženi ljudje, odprtega duha. Vse to že recimo pozna v kozarcu. Pa ne govorim samo za Štajersko, čeprav Štajerska je zdaj lep primer, ker se tudi to dogaja, točno to, ampak na splošno Slovenija. Ja, to se dogaja in to se vidi tudi v... Primer lana pri Movi si povedal. Ne? To se vidi tudi v vinih, so malo bolj moderna, bom rekel, postala. Ne? In moram priznati, da je to zelo lep trend in imam upanje, ne? Kaj se tega tiče v Slovenijo. Kje pa vidiš v bistvu največji razkorak oziroma prepad med staro generacijo, mislim, pa bi rekel še vedno aktivno generacijo in zdaj temi mladimi, izobraženimi prevzemniki? Odvisno od regije. Tehniki, razmišljanju, trženju? Odvisno od regije. Ne? Recimo v zahodni Sloveniji mislim, da ni takega velikega koraka med mladimi. Razlike, misliš? Ne, ni. Tega ne vidim. Ja. Sploh pa na osnovi teh pozitivnih primerov, ki sem dal, ne, so se že zgodaj vključili in ni bilo iz danes na jutri predaja. Ne. To je zgodaj šlo. Starši so jim dali tudi malo svobode in tu ne vidim. Vidim pa, da so mogoče v vzhodnem delu Slovenije situacija, ki sem jo jaz doživel v 90-ih, ne, začetkom 90-ih, v samoosvojitvi, ne, ko so mladi od starih prevzemljali, takrat je bil kar veliki prelom v zahodni Sloveniji in nekaj podobnega vidim zdaj na vzhodnem delu. Malo bolj težaven prehod. Tako je. Če bi danes začel znova samokupljen, bi vlagal v slovensko vinsko zgodbo ali bi šel raje po naložbo v tujino? Tak, ne, bom rekel tako. Jaz sem ženi rekel, Lidija, a si upaš iti z mano zavedno živeti v Kostariku? Mi smo tam bliže parkrat in jaz si to predstavljam. Jaz si lahko to predstavljam. To pomeni, da v Sloveniji moraš vse prodati, temu se reče vsa sidra dvigniti, da te ne vleče nič nazaj. Ker če bodo otroci v tujini študirali, bodo tam tudi nekaj kaj delali. Ne? To se pravi, itak ne bodo v Sloveniji. Želim povedati, miselno sem jaz pripravljen na to. Ja? Da to ni neka ovira zame. Ampak vinsko zgodbo. In tudi vinsko bi si predstavljal, da lahko grem v tujino. Ne glede na to, bi mi pa bilo ljubo, da bi to zgodbo, če bi jo peljal, ne, v Sloveniji peljal. Jaz samokupljen še vedno velik oboževalec Vojne zvezd. Samokupljen je še zelo, zelo velik oboževalec Vojne zvezd. Skozi leta vedno bolj ugotavljam, kakšen intelektualni naboj
ima ta saga George Lucasa, temelje, ki jih je on postavil za to zgodbo, ne, osnova, na katerih pol ta zgodba gre, ima tako univerzalno uporabnost v vsakodnevnem življenju, ne, še danes. Zreduciral je vse vere na the force. Ja. Ne. In kako to pol on interpretira. Ne. In jaz dostikrat citiram Jodo tudi v službi. Ja. Rečem mojim sodelavcem, Joda bi v tem primeru rekel to pa to pa to. Ne, oni mene vsi gledajo, a sem danes kaj kadil, pil, in kaj mi je. Ne. Ampak pol malo premislijo in vidijo, da je temu tako. Ne. Kaj pa malega Jodo Groga spremljaš? Tu moram pa povedati, ne, da je prodal to Walt Disneyju, ne, in seveda oni hočejo to tržiti, ne, so ti izpeljanke tako malo teh posameznih likov, se pravi, bi rekel, teh serij, ki zdaj nastajajo, na vse konce, to pa ne. Te spin-offi, ja, pogledam, ampak Mandalorian. Ja, nimajo tistega, ko bi rekel, globinskega preboja. Ampak ti si imel 3 vina, ne, poimenovana če se jaz prav spomnim, po tej sagi Skywalker smo ga že omenili, to je bil Merlot. Potem je bil Chewbacca, kosmatinec, ne, je bil peneče se vino iz renskega Rieslinga. Brut Natur, je res, ja. In Lea princesa je bil Sauvignon. Je bil Sauvignon. Ja. In imel sem še pol, sam to se ni delilo ni se prodajalo po Sloveniji, samo v taverni, ker je tako hitro šlo, da nisem mogel kam drugam prodati. Je bil Petnet, ki je bil v prodaji samo od 11.11. In pol je že, jaz sem mislil, da bo zdržal, ne, ampak je že zmanjkal v prvih dneh decembra. Je že zmanjkal. Prodano, spito, vse. To je bil Darth Vader. Ja. In to smo imeli, ta Petnet, to sem imel, ne. Žal mi je za Chewbacca, da nimam nobene spomine več. Ne. To se je nekaj zgodilo s kletjo, če se ne motim, ne? Ne, zgodilo se je z mano, ker sem se spil. Aha, ker enkrat si pa imel zmanjkalo elektrike, nekaj je bilo z nekimi peninami, si imel. Ne, to je bilo z enim Sauvignonom, ki je vrel, pa je zmanjkalo elektrike in ni bilo hlajen in pol je hitro povrel in je šla vsa Sauvignona aroma v Maloro. Tako. Ja. Ne, Lea je bila tudi zanimiva zgodba, ampak bom rekel tako, obstajajo 2 sorte. Ko je oče šel kam in so ga vprašali, gospod Kubljen, boste kaj probali. Imate Sauvignon, imate modri Pinot, to je hotel probati. To so 2 vina, ko vidiš, a zna kdo na Štajerskem, ali je zna ali ne zna. Samo, hvala, ker si bil moj gost. Hvala tebi. Lahko pa greva na premiero, ko bo nov film, nov del iz sage Vojne zvezd. Slišal sem, da bo prav nov film, ne pa spin-off, tako da, če ne prej, morda takrat. Pa spijemo kaj. Tako. Hvala. Hvala.